Naslov današnje teme je posredniška molitev. V Jakobovem pismu beremo: "Veliko zaleže vztrajna molitev pravičnega." Prejšnje dvakrat smo govorili o Očenašu, pa potem o psalmih. In to pravzaprav lahko vzamemo kot neki uvod, tukaj smo dobili dve močni orodji. Ampak danes bomo pa govorili o tem, kar je v nekem smislu srce učenčevstva ali pa je njegovo gonilo, zato ker vse na področju delanja učencev, vse če naj se zgodi potopljeno, krščeno v molitev in predvsem v posredniško molitev, o kateri bo danes govora. Se pravi, tulele smo prišli zdaj do središčne teme o molitvi. In ja, prvo, kar tukaj lahko rečemo in kar moramo reči, je to, da gre tukaj res za opravljanje te naše temeljne službe, ki jo imamo po Jezusu, in to je kraljevsko-duhovniška služba. To je ta velika tema, ki gre čez vse svetopismo, ki jo imamo že v Stari zavezi, potem jo Jezus sam uresniči v svoji osebi, ampak potem takoj v Novi zavezi tudi vidimo, da jo Jezus razširi na vse, ki verujejo, na vse novorojene. Namreč, da ni nam on samo dal nekaj svojega, on nas dejansko povabi v svoje življenje in v svojo službo. In tukaj prav ta posredniška molitev je področje, kjer se ta služba najbolj jasno, kaj naj rečem, odraža, najbolj konkreten primer, najbolj konkretna dejavnost te kraljevo-duhovniške službe je to. No, in seveda kot učenci vemo, da je naš cilj zelo preprost, in to je posnemati Jezusa v vsem, se zgledovati po njem, se učiti od njega. In prav tukaj, pri posredniški molitvi, je Jezus naš direkten zgled. V pismu Rimljanom, 8. poglavje, 34. vrstica beremo: "Kristus Jezus sedi na Božji desnici ter posreduje za nas." Se pravi, Jezus, naš voditelj, naš učitelj, naš rešitelj, naš vladar, on je zdaj na Božji desnici in kaj tam dela? Posreduje. Zdaj pa tako, če smo mi njegovo telo, pa on naša glava. Če glava nekaj dela, a lahko telo dela kaj drugega? Tukaj smo direktno postavljeni v njega, s posredniško molitvijo se združimo z njim, ki je v nebesih, in mi pa to delamo na zemlji. In tukaj, ko govorimo o posredniški molitvi, to je spet ta tema, ki smo jo že omenili, tukaj gre dejansko za stik med nebesi in zemljo, za odprto linijo. To smo že zadnjič pri Očenašu videli, to kakor v nebesih, tako na zemlji. Omenili smo tudi, da je pa to druga velika svetopisemska tema, tema Božjega svetišča. Ker svetišče že v Stari zavezi je kot tista točka na zemlji, kjer se nebesa pa zemlja staknejo. Ampak zdaj seveda smo pa to svetišče mi, ki smo Jezusovi učenci, ki smo na novo rojeni, ki imamo Svetega Duha. Zdaj smo svetišče mi in še posebej seveda mi skupaj, kot skupnost, kot občestvo. Čeprav je tudi res, da je vsak posamezno, je tudi naše telo vsakega od nas posamezno je tudi tempelj Svetega Duha, kot pravi svetopismo. No, ampak tukaj se zdaj dogaja ta stik med nebesi pa zemljo, to posredovanje med nebesi pa zemljo, seveda v imenu Jezusa. In tukaj bi se lahko spomnili na veliko odlomkov v Svetem pismu, ampak recimo najbolj značilen je tale iz Mateja 18:19, kjer pravi: "Če sta dva izmed vas na zemlji, soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih." Prav, tukaj imamo na zemlji, v nebesih, pa prej govori o zvezovanju na zemlji, pa v nebesih, pa razvezovanju na zemlji, pa v nebesih. Se pravi, tukaj gre zdaj za to realnost, kjer se nebesa pa zemlja stikajo. In stikajo se seveda v nas, stikajo se v Jezusovem občestvu, ko se zbere, da moli in da moli posredniško, da se pravi, da moli v imenu Jezusa, da posreduje za svet, za stvarstvo, za padlo človeštvo. No, in to je seveda še z druge strani, če na to pogledamo, na to se nanašajo te besede
iz Janezovega evangelija, kjer Jezus pravi, da bodo pravi molilci molili ali pa častili Boga v duhu in v resnici. Se pravi, tukaj, ko govorimo o posredniški molitvi, gre za molitev v duhu, in to razumemo kot sveti duh, se pravi v Božjem duhu, in v resnici Božjega razodetja, v resnici tega, kdo je Bog, kdo je Jezus, kaj je Jezus prišel narediti, kaj bo še prišel narediti, se pravi, molimo ven v resnici, molimo iz duha. In na nek način, pravzaprav je posredniška molitev področje, kjer nas Bog, nas ljudi, nas povabi, da smo njegovi sodelavci. Nekako tako je. Prava posredniška molitev seveda mora biti navdihnjena in mora izhajati iz Svetega Duha, se pravi, se nekako porodi v Bogu, po duhu pride v nas tukaj na zemljo, mi jo molimo in vrne se k Bogu v nebesa in potem se nekaj zgodi. Potem Bog en del svojega načrta pelje lahko naprej. Ampak se pravi, je molitev, izvira iz Boga, mi vstopimo vanjo, opravimo svoj del in pa se vrne k Bogu. Tako, tukaj je, na to se lahko spomnimo, ker to je nekaj veličastnega v resnici, da nas Bog jemlje kot take, da nas jemlje kot sodelavce pri tem, da svoje načrte na zemlji izpolnjuje in uresničuje. Tako si Bog zadal v svoji veliki suverenosti in veliki svobodi, ker on tega seveda ne potrebuje. Ampak tako se je odločil očitno, da bo ene stvari prepustil temu, da njegovi ljudje na zemlji, da molijo, da sodelujejo z njim in da smo seveda tudi na ta način udeleženi v življenju Boga. Ker Jezus je rekel nekje, da da nas nima več za služabnike, ampak nas ima za prijatelje, zato ker nam je razodel vse, kar je na njegovem srcu. Se pravi, tukaj on želi biti odkrit z nami. No, zdaj pa poglejmo en tekst iz Svetega pisma, ki nam zelo jasno govori o posredniški molitvi in ki nam tudi že postavi zelo jasno, kaj je glavni cilj posredniške molitve. In to je odrešenje. Odrešenje ljudi okrog nas na našem področju. Bom prebral iz prvega pisma Timoteju, 2. poglavje, vrstice 1-6. Takole piše Pavel Timoteju. Predvsem te torej prosim, prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi, za kralje in za vse oblastnike, da bomo lahko živeli v vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho. To je namreč dobro in po volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Bog je namreč samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek, Kristus Jezus, on, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse, pričevanje ob svojem času. Najprej imamo tukaj seveda to direktno, tukaj imamo prav direktno zapoved, da naj posredujemo. 4 glagoli so tle, se pravi, prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte. Tukaj je prav posredniška molitev izrecno omenjena. In potem takoj vidimo ta odlomek gleda na vse ljudi. Se pravi, molimo, mi naj bi molili za vse ljudi, ampak prav, Bog pa želi vse ljudi rešiti. Se pravi, tle se mi, kako naj rečem, pridružimo Božjemu srcu. Bog želi, Božja volja, Božja želja in volja je, da se vsi rešijo. Ampak očitno spet je nam na zemlji prepustil to, da pa vpijemo, da kličemo, da molimo za vse ljudi. In prav to je Bogu všeč. Se pravi, taka zadeva, da se mi tako Bogu pridružimo, to je Bogu všeč. In posebej seveda izpostavil oblastnike, ljudje na oblasteh. Se pravi, tukaj vidimo že takoj, da tukaj ne molimo samo zase ali pa za naš ožji krog, tukaj molimo za širša področja, tukaj molimo za regije, za države, v enem času cesarstva, kraljestva, v današnjem države, področja, narode. In cilj je seveda, da se ljudje rešijo. In kako, da pridejo do spoznanja resnice. Tukaj osnovna posredniška molitev je to, da Bog razodene ljudem Jezusa. Zadnji čas prav me Bog nagovarja, prav, da moram moliti prav za tako razodetje
te jakosti, kot ga je imel Janez v razodetju, ko se mu je razodel Jezus, ki je alfa in omega in ki je svetlejši kot sonce, ne, ki ima ogenj v očeh, ki ima meč v ustih, ki ima ključe v roki. Ne, in to molim in to molimo zato, da Bog razodane tako Jezusa ljudem, da padejo k njemu pred noge, da ga počastijo, da se spreobrnejo, ja, in da jih on dvigne pa reče: "Ne se bati, jaz sem s tabo, jaz imam ključe smrti in podzemlja, živim na veke v veke, dvigam se." Da vidimo to božje razodetje, a ne. In ja, tako kot sam tekst pravi, ne, to je pričevanje, Jezus je dal samega sebe v odkupnino za vse pričevanje ob svojem času. Molimo za to pričevanje o Jezusu in prvič, da mi sami pričujemo in še bolj pa še prej, pa da Bog po Svetem Duhu pričuje o Jezusu, tudi z čudeži in znamenji. In s takimi razodetji. Vemo, da na nekaterih delih sveta, da Bog daje sanje ljudem, ljudje sanjajo Jezusa in se srečajo z njim in je to pač osnova za hojo z Jezusom, za spoznanje njega. Tam, kjer je Jezus, kjer je prepovedan govoriti o njem. Se pravi, to je glavni cilj posredniške molitve, to, da Bog razodane Jezusa, da ljudje pridejo do spoznanja resnice, da se odrešijo. Glavni način molitve, o tem pa tudi lahko marsikaj povemo, se mi zdi pa ključen tale odlomek iz Blagrov, se pravi iz 5. poglavja Matejevega evangelija, kjer Jezus takole reče: "Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo, blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo." To je tema, katero me tudi v zadnjem času me Bog posebej uči, a ne, da ko molimo za ljudi, ko molimo za ljudi, za področja, za dežele, da moramo res moliti na ta način, kot je tukaj rečen, ne, da se pravi, da molimo zlomljeni, da molimo neposredno, da žalujemo za grehom, ja, da molimo s solzami, če je treba, ker to je svetopisemska molitev. Jezus sam piše zanj, da je z močnim vpitjem in solzami molil in je bil slišan. Pavel je z mnogimi solzami opozarjal starešine v Efezu. Tukaj moramo pustiti, da ta molitev, da nas zajame celo naše bitje, da to ni samo neka racionalna transakcija, da zajame tudi našo dušo, ker duša je del našega bitja, ne, in da nas Bog potegne v tako globoko, močno molitev, tako kot imamo potem seveda tudi v mnogih psalmih. Se pravi, način, da pridemo pred Boga, da posredujemo, ja, je to, kar Jezus tukaj opisuje. Oziroma podobno govori zelo znan odlomek iz 2. kroniške knjige o tem, da se moramo ponižati, da se moramo spokoriti, in sem zraven tudi spada post biblično. Biblični post je znamenje ponižanja in iskanja Boga. Odlomek je seveda ta tekst, ki ga vsi dobro poznamo. "Če se bo moje ljudstvo, ki se imenuje po mojem imenu, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje, ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo." Se pravi, tle imamo več teh stvari, ne. Prvo to, da se zavedamo, kdo smo, da smo ljudstvo, ki se imenuje po Božjem imenu. Jezusovo ime je preklicano na nas in mi smo označeni z Jezusovim imenom, se pravi, da molimo v Jezusovem imenu. Da se ponižamo, molimo, iščemo Božje obličje, kot rečeno, tukaj zraven najbolj naravno spada post, in potem pa, da se odvrnemo od greha. Prava, resnična molitev, posredniška molitev zmeraj vključuje spokorjenje. Ja, in potem pa pride obljuba, potem pa pravi Bog: "Bom prisluhnil iz nebes, odpustil bom greh in ozdravil deželo." Prav tle, to je velika obljuba. Tukaj je obljuba ozdravljenja, ker ne gre samo na enega posameznika ali pa eno majhno skupnost ali pa krog, ampak tle gre za ozdravljenje dežele. In Jezus želi, da mi stopimo v to razpoko,
tako kot je on stopil v razpoko. No in tle gremo pa potem lahko še en korak dlje. In temu bi pa jaz rekel zastopniško spokorjenje. Namreč to pa je tam, ko priznamo ne samo svoje grehe, ampak ko priznamo tudi grehe drugih. In to se nam mogoče danes zdi malo čudno, ker smo navajeni razmišljati zelo individualistično, ampak imamo v Svetem pismu več lepih primerov. En je pri Nehemiji na začetku v 1. poglavju, drug je pa v 9. poglavju Danielove knjige. In tukaj bi vam vsem svetoval, da si pozorno preberete vso to molitev, Daniel 9, 4-19. Tukaj ne bom vse navedel, ampak bom prebral samo par vrstic. Daniel takole moli: grešili smo in krivično ravnali. Brezbožni smo bili, upirali smo se in odstopili od tvojih zapovedi in od tvojih sodb. Nismo poslušali tvojih služabnikov prorokov. In tako naprej, to večkrat ponovi. Zdaj, vemo sami, da Daniel dejansko ni nič od tega zakrivil. Daniel je bil pošten, bogaboječ človek, on je sledil Bogu. Ampak, ko je videl stanje svojega naroda, je začel tako moliti, je začel izpovedovati grehe v prvi osebi. Začel priznavati grehe, ki jih on sam ni zagrešil, ampak je pa vedel, da bremenijo ta narod, iz katerega je. In enako seveda lahko mi naredimo za grehe našega naroda, v katerem nas je Bog zbudil. In seveda, kateri hočeš nočeš tudi nas bremenijo, tudi če jih sami nismo zakrivili. Živimo v takem ozračju, ki ga povzročijo taki grehi, pa to ni samo ozračje tako v ekološkem smislu, v duhovnem smislu, tukaj je pač zaprtost in gluhost za Boga in razne ovire, ki so ravno zaradi tega, ker so ljudje izbrali, naši pač bližnji ali pa daljni sorodniki so izbrali greh in izbirajo greh. No, ampak ko mi stopamo pred Boga v imenu Jezusa, mi to priznamo in tukaj se moramo spomniti ene stvari. Če smo rekli, da je Jezus naš zgled. Vemo, da je on najprej in predvsem njegova služba bila, da je greh vzel nase. On seveda na ta način, da ga je odnesel na križ. Ampak zdaj, če smo mi res njegovi, potem seveda mi tudi, vsaj v tem smislu, pa lahko tudi mi greh vzamemo nase, da se priznamo kot del tega grešnega ljudstva, ki tava v temi, ali pa tako kot Izaija rekel, jaz sem del ljudstva, ki ima nečiste ustnice. Moje oči so videle Gospoda. Se pravi, tukaj gre za to, da mi ta greh prinesemo pred Boga in prosimo usmiljenje, prosimo odpuščanje. Nekje sem slišal enega reči, da ko molimo za nekoga drugega, ki ni veren, recimo, ko mi molimo zanj, potem Bog šteje to molitev, kot bi jo on molil. On pač ne more moliti, ker ne pozna Boga, ampak mi molimo za njega in Bog potem pogleda na to molitev, kot da bi jo on molil. Mislim, da je to lepa slika v tem smislu, ker nam tudi malo pomaga razumeti, zakaj je dobro prositi za odpuščanje grehov za druge, ker drugi pač tega ne morejo. Ampak če mi to delamo, potem kličemo Božjo milost, kličemo Božje usmiljenje, spomnimo Boga, da je rekel, da je tam, ko se je greh pomnožil, da se je milost še bolj pomnožila, Rimljanom 5, in da usmiljenje vrši zmago nad sodbo, to je pa Jakobovo pismo. Se pravi, molimo, priznamo greh tako, kot je, tukaj nobenega slepomišljanja, resnica je taka, kot je. Ampak prosimo Boga za odpuščanje, ker on je vendarle poslal svojega sina točno v spravo za ves svet in piše, Jan zelo lepo reče, ne samo za naše grehe, ampak za grehe vsega sveta. Torej imamo zelo močno osnovo, da gremo pred prestol v nebesih v imenu Jezusa in prosimo za odpuščanje grehov, prosimo, da Bog ne ravna z nami, pa z nami vsemi zdaj govorim, tudi pač z našimi nevernimi sorodniki in ljudmi v našem narodu, da ne ravna z nami tako, kot bi si naši grehi zaslužili, ampak da se nas usmili in da obratno, da nam razodane Jezusa, da pridemo do spokorjenja, da pridemo do prenovljenja, da pridemo do novega rojstva. Tukaj res vidimo, kako je ta molitev blizu Jezusovemu srcu, takšna molitev. Zdaj, seveda bi lahko še veliko govorili o tem, ampak zdi se mi dobro, da zdaj
pa navedem še druge povezane stvari, za katere molimo v posredniški molitvi. In najprej tukaj bi seveda omenil kar Oče naš. Ves Oče naš se da moliti kot strahovito dobro posredniško molitev. Se pravi, da ne molimo samo zase, da molimo za druge tudi, ne, da molimo za Slovenijo, da je Očetovo ime, da je tle posvečeno, da pride Božje kraljestvo za ves naš narod ali pa ves naš kraj. Ne, da se zgodi Božja volja. Ne, da vsi delamo to, kar je Božja volja, potem, ja, da je, kakor je v nebesih, da je tudi v naši deželi, da se zgodijo nebeške stvari tukaj. Ne, in da dobimo resničen kruh iz nebes. In predvsem za odpuščanje grehov, to, kar smo omenili, tukaj imamo Oče naš, in potem tudi molitev proti silam teme. Tako da to, ja, že samo Oče naš je odlična, čudovita posredniška molitev. Ampak potem, ko smo rekli, da je srce učenčevstva posredniška molitev, ne, tukaj imamo potem par zelo konkretnih stvari, ki jih molimo. Najprej, ne, tam, ko smo rekli, da naj molimo za vse ljudi, a ne. In predvsem moramo moliti za tiste, katerim smo očitno poslani. In to so seveda potem naša bližnja družina, naša širša družina, naši sosedje, naši znanci, naši sodelavci, prijatelji. Ne, vemo, da je dobro, da si napišemo to našo, temu se reče kot osnovna mreža ali pa oikos, tudi reče. Se pravi, to je približno tam 30 do 100 ljudi, s katerimi smo pač povezani v življenju. Vsak od nas ima to mrežo. Se pravi, najprej, da začnemo redno moliti in posredovati za te ljudi, ker k njim smo očitno poslani. Morda nas bo Bog poslal še kam drugam, ampak preden nas bo Bog poslal v Burkino Faso, nas je že poslal k tem 30 do 100 ljudem, tako da smo dolžni pravzaprav moliti za njih redno, posredovati pred Bogom, prositi za nje, se postaviti na nek način med njih in med Boga in prositi za njih. In čakati, da nam Bog odpre vrata za evangelij. Se pravi, to je prvo. Potem, seveda, ko se nekateri odprejo in ko nam Bog da učence, ki so Kristusovi učenci, ampak mi skrbimo za njih, potem je seveda naša prva skrb, da za njih molimo redno, da za njih molimo goreče. In tukaj seveda imamo lahko za zgled mnoge molitve prav iz Pavlovih pisem. Na začetku Pavlovih pisem najdemo izredno lepe Pavlove molitve, recimo prvo pismo Korinčanom, Efežanom ima celo dve, v prvem poglavju pa pol na koncu tretjega poglavja ima molitev za učence. Potem pismo Filiplanom, pismo Kološanom, vsa ta pisma imajo na začetku čudovito, res strašno močno Pavlovo molitev. Se pravi, molimo za učence, ki so nam zaupani. To posredujemo za njih, da so trdni, da rastejo, da so močni, da se krepijo v veri, v upanju, v ljubezni, v moči Svetega Duha. Potem še širše, seveda molimo za izpolnitev Jezusovega velikega naročila. To je nekaj, za kar moramo moliti, da res, da mi in da vsi, da gremo do vseh narodov in da se delajo učenci, ki bodo delali učence. Pa potem molimo za izpolnitev starih pa novih božjih obljub za vse narode. Ker že v psalmu recimo je bilo rečeno, da naj Mesija, da naj pros za vse narode in mu bojo dani v lastnino, in mi to molimo, drugi psalm. Ali pa Abrahamu je bilo rečeno, da bodo v njem blagoslovljeni vsi rodovi zemlje. Na koncu Markovega evangelija pa Jezus podobno nas pošlje k vsem narodom. Se pravi, to so božje obljube, na katere se je dobro upreti in za katere je dobro moliti. Bog je obljubil, da bodo v Abrahamovem potomcu, se pravi v Jezusu, blagoslovljeni vsi rodovi zemlje. To je božja obljuba. In to je dobro dvigati v molitvi in jo oznanjati in jo proklamirati kot nekaj, kar Bog daje. In v tem smislu potem molimo za vse kristjane, za vse, ki kličejo Jezusovo ime, za vse, ki se imajo za Jezusove, točno zato, da smo vsi skupaj res upreženi v ta jaram Božjega kraljestva, v jaram učenčevstva, v jaram tega, da smo učenci, ki delamo učence, ki delajo učence,
ki delajo skupnosti, majhne skupnosti, ki delajo majhne skupnosti. Se pravi, da raste Božje kraljestvo na ta način. Ja, in potem seveda posebej molimo za razglas evangelija, da se evangelij razglaša z močjo in posebej tudi za vse tiste, ki ga razglašajo. Recimo primer take molitve imamo na koncu 6. poglavja pisma Efežanom, Pavel moli za razglas evangelija in tudi prosi druge kristjane, da naj molijo zanj in za njegovo razglašanje evangelija. Potem pa seveda molimo za nove delavce na žetvi. Jezus je rekel, žetva je ogromna, delavcev je pa premalo. Proste gospodarja žetve, da vrže delavce na žetvo. To je tudi zelo pomembna molitev, da prosimo, da Bog pošlje na neko področje tisto, kar nam ga je Bog zaupal ali tako drugače položil na srce, da molimo, da Bog tja pošlje delavce, da jih Bog dvigne, ker delavci so od Boga. Niso sami od sebe, niso stvar človeške pameti ali pa moči ali česarkoli, ampak to je stvar Božje milosti. No, in potem je pa seveda boj proti silam teme. O tem govorijo mnogi psalmi, tukaj bi spomnil na to, kar smo prejšnjič rekli, zmeraj, ko v psalmih beremo o sovražnikih, če to razumemo kot duhovne sile, kot poglavarstva in oblasti in demonske sile, ki ovirajo, zavirajo širjenje evangelija, življenje po evangeliju, Jezusovo razodetje, potem psalmi ratajo tukaj strašno močno orožje. Imamo pa seveda potem odlomke v Novi zavezi, spet 6. poglavje pisma Efežanom, 10. poglavje 10. poglavje 2. pisma Korinčanom, ki Pavel govori o rušenju trdnav in razmislekov, ki se dvigajo proti spoznanju Kristusa. Ali pa recimo taka mesta, kot je 1. Janezovo pismo 3:8, ki pravi, da se je Božji sin razodel, da uniči hudičeva dela. Božji sin se je razodel, da uničuje hudičeva dela. Se pravi, mi molimo, tukaj nas nekateri bratje, ki so bolj izkušeni, nas opozarjajo pa spodbujajo, da pravzaprav, če bi se mi zavedali, koliko resna, pa tudi koliko močna je ta stvar, da bi veliko več časa namenili posredniški molitvi, ker pravzaprav edina stvar, ki se jo hudič res boji, je to, da kristjani zavzamemo to svoje mesto, ki ga imamo v Kristusu in začenjamo moliti proti silam teme, proti poglavarstvu in oblastem na ta način, da smo skupaj križani s Kristusom, da smo v njem, obujeni z njim, v njegovi moči in da potem to molimo, ker tukaj pa potem sile teme nimajo več prostora in Bog dejansko spreminja usodo in skupin in skupnosti in področij in narodov. No, ampak nazadnje je pa tudi dobro, da omenimo, da tudi k posredniški molitvi spada slavljenje Boga in zahvaljevanje za milost, za dobrote, za njegove darove in za to, kar je že naredil. Tudi na našem področju je Bog že kaj naredil. Ne vem, jaz se dostikrat zahvaljujem recimo za Primoža Trubarja pa za njegovo delo, kako je delal tudi za njegov karakter in sploh za delo, ki je bilo takrat začeto. Pa tudi drugi delavci, ki so bili prej pa potem, recimo Anton Hraska in tako naprej. Se pravi, pozvani smo, da se pridružimo Bogu, da res pridružimo, da se dotaknemo Božjega srca in da molimo ven iz Božjega srca, da se pridružimo Jezusu, ki je na očetovi desnici in ki posreduje, in da tudi mi posredujemo skupaj z njim v moči njegovega duha, v moči njegove ljubezni. To mogoče treba poudariti, tukaj ne gre za nek tak power game, ampak gre za operacijo Božje ljubezni. Zaradi te velike ljubezni je Božji sin postal človek in se žrtvoval in on zdaj posreduje. In zaradi te iste ljubezni mi tudi posredujemo in prosimo za Božjo slavo, da se razodane, za Božje ime, da se posveti, za Božje kraljestvo, da pride, za Božjo voljo, da se uresniči, da jo mi lahko uresničimo v polnosti. Toliko o temi posredniške molitve.